Bi vas prosil, da stopite malo bliže, da mi ne rabi toliko na glas govoriti in bi kar začeli današnjo otvoritev. Lepo se drži. Nas vodi v naravo zelenih garov, kjer srnica knjižna in zajček prebiva, jeseni zapoje spet lovski nam rog. Ko mine sezona, gradimo domove, za lovsko latiščino zmeraj je čas. Vrnila narava nam vse dolgove, iz lovskega roga spet slišimo glas. Veselo bo lovčeva pesem zapela, na zadnjih pogonih iz vsega srca, za vse, kar nam mati narava je dala, zahvalo ji pa je rog lovskih trara. Zbrali smo se poletnih omejitev, da pregledamo sadove našega dela in gojitve divjadi. Pogledali si bomo rogovja jelenov plenjenih v lanskem letu in občudovali njihovo moč in veličino. Lovska trofeja je spomin na lovska doživetja, lovske tovariše in pa tudi na trenutke preživete v naravi. Kot veste, so razstavljeni roglji gamsov, čekani merjascev ter rogovja jelenov in srnjakov. Kljub velikemu odstrelu divjih prašičev žal ni dosti trofejnih merjascev. Vse teže je prepričati člane lovskih družin, da je kdaj potrebno umakniti prst sprožilca in kakšnega mlajšega merjasca pustiti še kakšno leto, da doseže trofejno zrelost. Isto je pri srnjakih. Z občudovanjem zremo v trofeje starejših lovcev, ki so pred leti uplenili krasne srnjake in se čudimo, kje so ti srnjaki danes. Vendar pa k vsemu temu botruje premalo poznavanje narave in divjadi. Sodobne elektronske naprave so zamenjale izhode v lovišče, druženje v lovskih domovih,
pripovedi in izkušnje starejših lovcev niso več zanimive. Vendar je vseeno to tudi del lova. Vsak lovec lov sprejema drugače. Vprašamo se, zakaj lovimo. Lov naj bi bil razvedrilo, čeprav se noben lovec ne veseli smrti živali. Saj lov uči lovca, kako misliti svojim srcem namesto z glavo. In to je skrivnost lova. Ko bomo zrli v razstavljene trofeje, ne glejmo samo v trofejne točke, ampak se vprašamo, koliko smo tudi mi sami naredili v naravnem okolju za divjad in pa kaj še bomo, da lahko pridemo do trofejne zrelosti. Saj edino lovstvo ostaja to, kar v resnici je in tudi zmore. Eden od varuhov narave in izvajalec posegov vanjo za ohranitev ravnovesja in biotske raznovrstnosti. Konec koncev niso jeleni niti moji, niti tvoji, ampak naši. Lovci vedno poudarjamo pomen celovite obravnave narave, katere sestavni del je tudi divjad. In prav odgovorno in vzdrževalno gospodarjenje z divjadjo je primarna skrb nas lovcev. Z dobrim in odgovornim delom lahko in moramo narediti največ, kar je v naši moči, da ohranimo divjad in druge prostoživeče živali ter njihov življenjski prostor. Da bi svoje delo lahko dobro opravljali, je potrebno čim bolje spoznati naravo, še posebej divjad. In poznavanje tega nam omogoča tehtne argumente in podajanje odgovorov širši javnosti, nasprotnikom lova in v končni fazi tudi politiki, ki se v zadnjem času umešuje v naše delo in lov. Oblikovanje zavarovanih območij in rezervatov posega v delo kmetov in pa tudi v končni fazi lovcev, ki gospodarijo na tem območju. In samo s preudarnimi odgovori in poznavanjem narave in lova bomo kos prihajajočim spremembam. Lovska razstava je prav gotovo primerna oblika, da svoje znanje o divjadi obogatimo. Prepričan sem, da je takšna razstava primerna oblika prikaza dela naše naravne dediščine, na katero smo lahko upravičeno ponosni. Saj, če se kmet veseli svojega pridelka, se lahko tudi lovci veselimo svojih trofej. Želim pa, da med lovci trofeje ne bi spodbudile prevelike zavisti, temveč željo po še boljšem in načrtnem delu v lovišču. Zato naj trofeje ostanejo odraz dobrega dela in ne naš cilj. Lovski zdrav. Sem šel čez gmajnico, sem slišal ptičke pit lepo. So pele ptičke pesmico, od svoje ljubce grem domov. Prihoj ladrija, hoj ladram, od svoje ljubce grem domov. Prihoj ladrija, hoj ladram, od svoje ljubce grem domov. Še prej se bom na vas podal, zelen klobuk na glavco djav. Za nja bom dal papirja dva, da me bo videla Prihoj ladrija, hoj ladram, da me bo videla ljubica. Prihoj ladrija, hoj ladram, da me bo videla ljubica.
preden odpremo razstavo, bi se še rad v mojem imenu in v imenu izvršnega odbora Ozola zahvalil vsem vam za udeležbo, rogistem, pevcem, ker so nas počastili z obiskom. Zahvalil bi se vsem, ki so pripravljali razstavo, zahvalil bi se komisiji, ki je vse to tudi ocenila. In v končni fazi pa morda posamezniku, ker je največ dela in časa vložil, tudi tajniku Andraži, za pripravo tiskovine in vsega, kar se tiče zraven razstave. Tako da se lahko sebi njen enkrat čestitamo in zaposlimo. S tem zaključujemo uradni del. Prosim lepo, da si ogledate razstavo, po tem pa je standardna pogostitev. Tako da, vabljeni. Verjamem.